Na radizelski progi so člani AMD Orehova vas organizirali predzadnjo dirko sezone odprtega državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Na poligonu v Vrtojbi smo dobili državne prvake v mini cestno-hitrostnem motociklizmu za leto 2024. V Pardubicah na Češkem je bila zadnja dirka državnega prvenstva v Speedwayu na 250 kubičnih motorjih. Državni prvak je znova Sven Cerjak. Na progi v dolini pod Kalom so člani AMD Šentvid pri Stični pripravili zadnjo preizkušnjo sezone odprtega državnega prvenstva Slovenije, po kateri smo dobili državne prvake v motokrosu za leto 2024. Kakšne naloge opravljajo vodje motošportnih panog in kartinga na dirkah pod okriljem AMZS, s čim se srečujejo skozi sezono in kakšni izzivi jih čakajo? Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Člani AMD Orehova vas so na legendarni radizelski progi organizirali četrto dirko odprtega državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Ja, moram reči, da smo zelo zadovoljni, predvsem zato, ker nam je vreme služilo, kljub temu, da vemo, da smo z vremenom imeli zadnje čase kar nekaj problemov. Pri pripravi steze so se zelo potrudili ter vložili veliko truda in energije. Proga je bila odlična, ni se kadilo, ni bila premokra, tako da upam, da so tudi vozniki zadovoljni. Proga je bila fantastična. Proga je bila odlična, kanali, lukne, ampak ne vem, ni bil moj dan, da mi danes ni odgovarjala. Teren je bil moker. Tekmovalci razreda MX85 so prvi preizkusili progo. V obeh vožnjah je bil najboljši Alex Novak. Z maksimalnim izkupičkom 50 točk je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku za državno prvenstvo. Novaku se je tokrat najbolj približal Tjaž Jelovšek. Druga vožnja pa isto, bila je kar že uničena proga. Bile so velike lukne, pa skoki so bili zahtevni. Tako da sem vseeno končal na drugem mestu in bil skupno drugi. Tretji na zmagovalnem odru je bil tokrat Lovro Mervič. V obeh veteranskih razredih so, kot običajno, vozili skupaj. Med mlajšimi veterani je po prvi vožnji najbolje kazalo Leonu Feršu, ki pa v drugi ni bil več v ospredju. To je izkoristil Boštjan Maver, ter si privozil zmago v drugi vožnji in na dirki. Drugo mesto na dirki je zasedel David Babič, na tretjem pa je pristal Ferš. Pri starejših veteranih je bil najboljši Georg Kainz. Avstrijski voznik je prvo vožnjo zmagal, v drugi pa zasedel drugo mesto, kar je bilo dovolj za skupno zmago. Drugo mesto skupno si je privozil Daniel Fermolšek, tretje mesto pa je zasedel zmagovalec druge vožnje Alojz Vogrinc. V razredu MX65 sta se za prvo mesto borila Tim Repnik in Svit Vižintin. V obeh vožnjah je bil boljši slednji, ki se je Repniku v skupnem seštevku približal le na 2 točki zaostanka. Ob Vižintinu na prvem in Repniku na drugem mestu je na zmagovalnem odru na najnižji stopnički stal Leo Gajser. Drugo dirko sem štartal dosti bolje in sem štartal tretji. Celo dirko sem bil tretji, vozil sem enak tempo in proga je bila v drugo rundo že kar zahtevna. Tekmovalci razreda MX50, ki vozijo za pokalno prvenstvo Slovenije, so se preizkusili na prilagojeni progi. Največ je pokazal Lan Vrbek, ki je neustrašno privijal ročico za plin od štarta do konca obeh voženj in obe dobil. Prve vožnje sem zmagal, pa mi je Max sledil za kolo. V drugi vožnji sem tudi v redu štartal in potem sem si naredil prednost, da sta mi mogla slediti. Drugo mesto si je privozil Max Sedlašek, tretji skupno na dirki pa je bil Max Jereb. Vsi najmlajši, ki so se neustrašno podali na progo, si zaslužijo priznanje za pogum. Manjše število voznikov je združilo razrede MX125, MX2 in MX Open. V razredu MX125 je dvakrat prvi v cilj pripeljal Ofir Casey Cemah,
ki vozi s hrvaško licenco. Drugo mesto skupno je zasedel Lukas Osek, tretje pa Jaka Mervič. V odsotnosti Jake Peklaja je v razredu MX2 dominiral Žan Oven, ki je suvereno dvakrat prvi prečkal ciljno črto ter se veselil skupne zmage. Drugo mesto je pripadlo Alenu Gajserju, tretji pa je bil Mark Miller. Imel sem malo sreče, da sem skupno na podiumu, ampak ja, bo treba še delati, ker mislim, da lahko še veliko več pokažem. So pa to moje prve stopničke letos na državnem tekmovanju. V odprtem razredu je bilo malce bolj negotovo. Prvo vožnjo je dobil Žan Žaler, ki pa v drugo tega ni ponovil. Hitrejši od Žalerja je bil Miha Bubnič, v prvi vožnji sicer drugi, a to je bilo dovolj za skupno zmago. Ob Bubniču in Žalerju je na zmagovalnem odru tretje mesto pripadlo Denisu Jakši. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Napetost narašča, motorji pripravljeni, v mislih pa zgolj ena stvar – kako postati najboljši v Sloveniji. Veliko jih je poskusilo, le redkim pa uspe po neštetih prehitevanjih, pacih in odrekanjih svojemu imenu in priimku dodati naziv državni prvak Slovenije v mini cestno hitrostnem motociklizmu. To je zgodba 7 voznikov, ki so v letošnji sezoni presegli samega sebe in si na zadnji dirki tega tekmovalnega leta pokorili konkurenco. V najnižjem tekmovalnem razredu Minimoto 10 se je moral David Štilec do zadnjega metra boriti, da je ubranil naslov državnega prvaka. Jakob Štiftar je bil v zadnjem delu sezone v izjemni formi, v Vrtojbi je še tretjič zapored zmagal, a je bilo to na koncu dovolj le za srebrno medaljo. V bistvu sem že od začetka vedel, da bo tako napet na koncu. Ja. Želel sem si biti prvak in naslednje leto sem probal še bolj potruditi in bom čez leto v bistvu več treniral, pa upam, da se mi še drugo leto uresničil na stopničkah. Veliki junak sezone 2024 je tako postal David Štilec, ki je z doslednjimi vožnjami skrbno nabiral točke in konkurente držal na varni razdalji. Pomeni mi veliko, že lansko leto sem bil in imam cilj tudi drugi let biti. V razredu višje Minimoto 14 je bil skoraj vso sezono razred zase Tim Komel, ki je v Vrtojbi slavil drugi zaporedni naslov prvaka. Čeprav je bil novič prepričljivo najboljši, pa mu kljub želji ni uspela popolna sezona, da bi zmagal vse dirke. Letošnja sezona je bila z veliko vzponi in padci. Čeprav sem vesel, da sem državni prvak, da sem ubranil naslov prvaka, mi pomeni zelo, ker zdaj mi manjka samo še 2 do kristalne čelade in to se reželim. Na odru za najboljše v sezoni sta se mu pridružila David Ivanušič in Johan Pintar. V elitni konkurenci tekmovalcev razreda Minimoto Open je bilo pestro. Čeprav je Taj Komel zaradi točkovne prednosti pred zadnjo preizkušnjo že skoraj okusil slast naziva državni prvak, pa je na koncu do zadnjega trepetal za skupno zmago. Tehnične težave so ga izločile iz boja za zmago, za nameček pa ga je takoj po štartu zbil sotekmovalec. Premetalo ga je po stezi, potolčen in popraskan pa je sedel na motor in na svojo srečo prišel do cilja kot dvakratni prvak razreda Minimoto Open. Sem imel željo vsaj drugo vožnjo, da bi pelil na vso moč, kar jo imam. Nažalost je pač bil konflikt in ja, sem vsaj prvak in to sem zadovoljen. Med tistimi, ki v Sloveniji prisegajo na vožnjo skuterji, je bil najbolj uspešen Andrej Ramšak, ki je v točkovanju prehitel svojega očeta Zdravka in Silvana Mladovana. Ko dirkači zaženejo motorje za supermoto, se gledalcem ob stezi naježijo kocine po telesu. Njihova moč, hitrost in okretnost so nekaj posebnega, zato so se številni čudili, s kakšno lahkoto te dvokolesne stroje v vinke podira Neo Habjan. V močni, predvsem pa starejši in bolj izkušeni konkurenci je mladenič številko 12 letos izstopal.
Na 5 odpeljanih dirkah je vozil na polno in zmagoval. Od vseh voznikov v tem razredu je najmlajši med vsemi postal državni prvak Slovenije v supermotu. Sezona je bila zelo težka, to je bil moj prvi let na supermoto. Vsako dirko sem dal vse od sebe in v bistvu pomeni mi zelo veliko, čeprav v bistvu pričakovanja nisem imel, da bom prvak. Blizu, vendar ne dovolj, sta mu v skupnem seštevku prišla drugouvrščeni David Leonardo in zmagovalec zadnje dirke Enej Krševan, ki je le s 3 odpeljanimi dirkami končal na 3. mestu v državnem prvenstvu. Urh Kovačič je v letošnji sezoni ubral svež in resen pristop k dirkanju v Mini GP10. Trdo delo in vložen trud sta bila poplačana z novim naslovom državnega prvaka. Najbližjemu tekmecu, Matiji Kodarinu, ni dovolil presenečenja, saj zmagal z veliko točkovno razliko. Sem zadovoljen, pa zahvalil sem bil vsem, ki so verjeli vame, ki so mi pomagali, dedijo pa babi, ki ste mi motor šraufala. Sem imel srečo, sem tudi več treniral, pa sem bil pa na koncu prvi na dirki kakor skupno. Med dirkači, ki ovinke sekajo skoraj leže in s komolci drsajo po asfaltni podlagi, nažalost nismo dobili divjega zaključka, ki se je obetal. Vodilni do dirke v Vrtojbi, Nejc Petrič je namreč moral domačo preizkušnjo zaradi zlomljene ključnice izpustiti. Smolo Petriča je izkoristil Tijan Krševan, ki je nadoknadil točkovni zaostanek, čeprav ga je Tristan Ropeli prisilil, da iz sebe in motorja iztisnil maksimum. Hitri Titi, kot ga ljubkovalno kličejo domači, je tako še 5. postal državni prvak in si tako prislužil še dodatno priznanje, kristalno čelado za 5 osvojenih naslovov državnega prvaka v panogah pod okriljem AMZS. Počutim se, sem ful vesel, ne, 5 let, že 5 let se trudim biti ne prvak. 5 let sem imel srečo, ne. Tudi kakšni hudi padci so mi malo otežili, pa še kaj tazga, napake. Pa sem končno prišel do te 5. državnega prvenstva. Ne. Zaslužene nagrade za sezono 2024 v mini cestno-hitrostnem motociklizmu bodo vozniki prejeli 13. novembra na tradicionalni prireditvi Motošportnik leta 2024. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Končano je državno prvenstvo za mlade voznike Speedwaya od 12 do 16 let na 250 kubičnih motorjih. Naslov državnega prvaka je na zadnji dirki v Pardubicah ubranil Sven Cerjak. Mladi Senovčan, ki je član AMD Krško, je v tej sezoni zelo napredoval in s 5. mestom na tekmovanju Speedway Grand Prix 3 močno opozoril nase. Drugi v državnem prvenstvu je Gregor Zorko, še en član društva iz Krškega, ki ima obilo prostora za napredek. 3. mesto skupno pa je letos zasedel Tilen Bračko iz AMTK Ljubljana, ki se zagotovo nadeja, da bo prihodnje leto višje. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Odprto državno prvenstvo Slovenije v motokrosu se je sklenilo s 5. dirko sezone, ki je bila v dolini pod Kalom in so jo pripravili prizadevni člani AMD Šentvid pri Stični. Seveda nam je šlo na roko tudi vreme. Po tednu, ki je bil tudi kar deževen, je sledila lepa nedelja, lepo vreme, lepi dobri pogoji na progi. Proga je bila pa zelo, zelo odlična, res špure, oprijem, res dober. Čez cel dan, tudi zjutraj ni bilo preveč blata, tako da vrhunsko. Proga je bila perfektna, organizator se je res potrudil, domača proga res top. To je pritegnilo tudi številne gledalce in obiskovalce. Na tem mestu potekajo dirke že več kot 40 let. Glavni magnet za dober obisk je bil domači motokros as Jan Pancar.
Želeli smo, da bi bil prisoten tudi naš član Jan Pancar, ki je sedaj po končani sezoni le dobil prost termin, tudi da nastopi doma. Prvi so progo preizkusili v razredu MX 125. Lukas Osek je bil v obeh vožnjah zelo suveren. Naša dirka je bila dobra, proga je bila dobro pripravljena. Imel sem 2 odlična štarta in 2 zmage. To mu je ob zmagi na dirki prineslo tudi naslov državnega prvaka. Letošnjo sezono bi ocenil 10 od 10. Pobral sem 2 naslova v Avstriji in v Sloveniji. Drugo mesto na dirki si je privozil, do dirke v Dolini pod Kalom skupno vodilni v skupni razvrstitvi, Jaka Mervič. Tretje pa Nace Jelenc. V končni razvrstitvi državnega prvenstva je vrstni red enak. Prvi Osek, drugi Mervič in tretji Jelenc. V razredu MX85 je vnovič dominiral Aleks Novak, ki je zanesljivo dobil obe vožnji. Potrdil je, da je najboljši v Sloveniji v tem razredu, ter zelo dobro unovčil tudi bogate mednarodne izkušnje. Letosna sezona sem imel to leto kar 2 grda pača, imel sem par poškodb. A poškodbe ga niso ovirale, da se ne bi zavihtel do naslova državnega prvaka. Drugo mesto na tokratni preizkušnji je zasedel Amadej Špacapan, tretje pa Tjaž Jelovšek. Ob prvaku Novaku sta drugo in tretje mesto v državnem prvenstvu zasedla Luka Jurič in Tjaž Jelovšek. Veterani so znova tekmovali skupaj v obeh razredih. Med mlajšimi je bil tokrat najboljši Tomaž Jankovič, v prvi vožnji sicer tretji, a je v drugi gladko zmagal. Drugo mesto na dirki si je privozil Boštjan Maver, tretje pa Janez Ceglar. V državnem prvenstvu je slavil Leon Ferš, ki je tokrat stisnil zobe po hudem padcu na radizelski progi ter si privozil ključne točke za naslov državnega prvaka. Skupno drugi je Maver, tretji pa Boštjan Milat. Med starejšimi veterani je na domači progi iz sebe in motorja največ potegnil Boštjan Skubic. Dvakrat drugi je bil avstrijski voznik Georg Kainz, tretje mesto pa je zasedel na dirki Alois Vogrinc. Bin ohne Erwartung in diese Saison gegangen und konnte schon in Breschitze den 4. Rang erreichen und dann in Maczowski gewinnen und in Konice gewinnen und letzte Woche in Orejo Vaz konnte ich auch gewinnen und heute Zweiter, also perfekt. Naslov državnega prvaka je pripadel Kainzu. Na drugem mestu je Boštjan Branisel, tretji pa Daniel Fermolšek. Ich möchte wieder starten in Slowenien, ja, und vielleicht eine gute Platzierung erreichen. V razredu MX50 je Lan Vrbek potrdil, da je v drugem delu sezone močno napredoval. Tudi tokrat je vknjižil zmagi v obeh vožnjah, a se je moral zanju pošteno potruditi, saj sta mu na koncu drugi Max Sedlašek in tretji Max Jereb vse skozi dihala za vrat. Zadovoljen sem zelo od slovenskih konic. Sem začel napadati in sem vse tekme do konca zmagal. Vrbek je tako osvojil naslov pokalnega prvaka, drugi je Sedlašek in tretji je Jereb. V razredu MX65 Tim Repnik ni dovolil presenečenja. Dobil je obe vožnji ter zmagal na dirki in si privozil tudi naslov državnega prvaka. Repniku sta se najbolj približala Svit Vižintin, na koncu drugi na dirki in tretji Leo Gajser. Vrstni red v državnem prvenstvu je identičen. Prvi Repnik, drugi Vižintin in tretji Gajser. V razredih MX2 in MX Open so vozili skupaj. V razredu MX2 je gledalce razveselil domači adut Žan Oven z zmagama v obeh vožnjah. Sezona je kar dobro potekala, po načrtih načeloma. Mi začetka malo slabše, na koncu vsakeč boljši, tako da na koncu državni prvak. A prihodnje leto naslova ne bo branil. To je bila moja zadnja dirka, zaključujem svojo kariero, tako da se posajam iz tega športa. Drugo mesto na dirki si je privozil Alen Gajser, tretje pa Mark Miller. V državnem prvenstvu je ob Ovnu in Gajserju na zmagovalnem odru stal na tretjem mestu Tilen Demšič. Jan Pancar je s progo Cukarca v dveh vožnjah skoraj igraje opravil.
Vsem je demonstriral vrhunsko pripravljenost, s katero je tekmece pustil daleč za seboj v odprtem razredu. Boj za drugo mesto na dirki je bil napet in zanimiv. Dobil pa ga je Denis Jakša pred tretjim Miho Bubničem. Naslov državnega prvaka si je privozil Žan Žaler, tokrat skupno četrti na dirki, ki že pogleduje v naslednjo sezono. Cilji so isto, državno prvenstvo napadamo, tako da bomo celo zimo garali. Drugo mesto skupno v državnem prvenstvu je pripadlo Jakši, tretje pa Bubniču. Letošnja sezona dirkanja z motorji in karti, ki je potekala pod okriljem Avtomoto zveze Slovenije, je končana. Po 5 dirkaških panogah, trial, speedway, cestno-hitrostni motociklizem, motocross in karting je bilo za točke državnega prvenstva skupaj odpeljanih več kot 220 voženj. Nad vsemi stvarmi, ki se zgodijo znotraj vsake motošportne discipline, pa za uspešne izvedbe in spoštovanje dogovorjenih pravil skrbijo vodje panog. Probamo v Slovenijo pripeljati čim več karting voznikov oziroma izpeljati čim boljše pogoje za voznike, ki se hoče ukvarjati s to panogo. Glede na to, da mislim, da se maksimalno trudimo v tej naši panogi, smo dosegli, mislim, da je nivo, ki ga že dosti let ni bilo v Sloveniji. Kot vodja oziroma kot direktor dirke moraš poskrbeti za vse postopke, ki so potrebni za pripravo proge, za dokumentacijo, skrbeti da poteka vse v najlepšem redu. Skozi tekmovalno leto ni manjkalo veselih, razburljivih, predvsem pa čustvenih trenutkov, ki so sezono 2024 naredili še posebej razburljivo. Dirke in to so zanimive pa so zakaj? Zaradi tega, ker imamo večje število voznikov, in to se pozna in pri publiki in pri celi organizaciji. Vodje panog so med dirkaškimi konci tedna prejeli veliko pohval, pa tudi kakšno grajo, vendar takšna ali drugačna povratna informacija je vedno dobrodošla, predvsem ker se vodje panog iz nje lahko veliko naučijo in še izboljšajo trenutno stanje. Z vozniki sodelujemo zelo korektno, vse smo tudi na medsebojni ravni se dogovorimo oziroma se klicamo po telefonih in tako naprej, komunikacija poteka, tako da tukaj pa moramo pohvaliti. Vsak voznik ima možnost sodelovanja z bilo čem, ali kot tehničnem smislu ali pa kot v pravilnikih. Zdaj, eni so zelo aktivni, eni pa pasivni. V prvi fazi se bomo dobili z organizatorji in pa z vozniki oziroma zastopniki društev, staknili glave, podali predloge, upam, da jih bo tudi sedaj ob koncu sezone čim več, da ne bo med samo sezono samo en kup kritik iz strani društev oziroma tekmovalcev, tako da to je prva faza, potem pa se bomo na osnovi tega odločili, kako naprej. Moram pa povedati, da sem pa zelo zadovoljen z vozniki 250 kubikov. Torej, ti mladi vozniki, 2 iz Krškega in iz Ljubljane, moram povedati, da so res bodočnost slovenskega speedwaya in so konkurenčni v svetovnem merilu. Popolnosti ne bodo nikoli dosegli, vendar je ključno, da marljivo delajo za lepši jutri. Eden od izzivov je širjenje baze dirkačev, ki nastopajo z licencami AMZS. Stanje je nekaj let stabilno, želimo pa si povečati prepoznavnost, s tem bi pridobili tudi večjo število tekmovalcev, gledalcev in bi spravili to panogo na neki višji nivo. V letošnjem letu mislim, da smo dosti napravili en korak naprej, iz šolo s podmladkom za šolo, z predstavitev Avtomoto zveza, vsako leto motošportne dneve. In te motošportne dneve 9-10krat se pojavijo na različnih relacijah, panogah, motošportu in tam pride, mislim, da več kot 300 udeležencev. Iz tega ven črpamo mi kader oziroma voznike
Moram se tudi pohvaliti, da imamo precej mladih dirkačev, perspektivnih, ki upam, da bojo šli po kategorijah in po letih naprej, ne, in da bojo vztrajali v tem. Edino v Krškem vzgajajo mlade voznike, torej Krčani so svetel vzor. Jaz se res trudim, ali pa vsaj upam, da bomo tudi v Lendavi vsaj v naslednjem letu vsaj enega mladega tekmovalca pričeli vzgajati. Med tistimi panogami, ki je najbolj dosegljiva širši javnosti, je karting, saj lahko bencinski navdušenci vozijo v varnem okolju in se navdušijo nad tem športom. Najboljši poligon za treninge in proste vožnje je trenutno AMZS Karting in motošportni center v Sloveniji vasi. Ta objekt, ki ga imamo, nam omogoča AMZS tukaj v Sloveniji vasi, je odličen objekt, ne? In samo izkoristiti ga moramo več. Ne? Kot sama panoga, mislim, da je tukaj zaživela. Vsak torek imamo šolo za podmladek, se pravi od 5. do 7. leta. Vsak voznik, ki bi se rad s to panogo ukvarjal, ima možnost priti sem, spoznati ta šport in mu pomagamo z nasveti, z šolanjem. Atraktivne dirke so ključne, da privabijo gledalce ob stezo, progo, dirkališče. Večja in močnejša je konkurenca, boljše so dirke in posledično je več zanimanja javnosti, poudarjajo vodje. Tudi povezovanje je pomembno in nujno, sploh v prihodnjih sezonah. Za naslednje sezone imamo mi že neki plan, načrt, kako bi to še izboljšali in tako po dogovorih, recimo z našimi južnimi sosedi Hrvati, da bi imeli v Sloveniji skupna tekmovanja za hrvaško prvenstvo in za naše, bi bilo, mislim, da še večje število voznikov. Izzivov in preprek, ki jih morajo v sodelovanju z organizatorji dirk in vozniki premostiti, ne manjka, toda tam, kjer je volja, je tudi pot. Vsi skupaj bomo morali narediti kak korak višje, da bomo spravili ta šport na višji nivo. Zadovoljen in hvaležen sem, da imamo kvalitetne tekmovalce, ki držijo ta šport na nekem nivoju. Zagotovo pa bo moral vsak od nas prispevati delček k temu mozaiku, da bo jutri v tem športu lahko lepši in boljši. Ti mladi vozniki so v bistvu dosegli v kategoriji 250 res, kar se da doseči. Torej, res so sama svetovna špica. Vsi trije vozniki so zelo dobri, absolutno so konkurenčni vsem ostalim voznikom na svetu in iz majhnega raste veliko. In jaz sem prepričan, da če bodo le vztrajali v tej športni panogi in bodo čez leto ali dve presedlali na 500 kubikov, imamo res nekaj vrhunskih tekmovalcev. Vesel sem, da nadaljujemo, da vztrajamo, da prihajajo novi tekmovalci. In predvsem me pa veseli, da imamo dobro mladino. Vodje panog si želijo dobro za svoje dirkače in njim ljubi šport. Ko ga namreč izkusiš, ti zavedno zleze pod kožo.